Drage moje afnice, danes je dan D, končno je čas, da vam pokažem, kako izgleda moj make-up studio in kaj vse vsebuje moja make-up kolekcija. A ste ready? Pojmo pogledati. Najprej je treba prehoditi tele strme štenge in spodaj lahko vidite mojo kuhno, ki je lepo pospravljena in zloščena samo za vas. Yes, sem se potrudila. In skratka, prva stvar je moj montažni kotiček, torej tukaj sedim, ko montiram. Ena mizica, taka kotna, računalnik, ekran, tipkovnica, moj notesnik, kamor si zapisujem moje plane, barvasti flomastri in imajo tudi eno tako špranjo, kamor lahko odložim ne vem kaj vse. In pa udoben stol, zato da lahko seveda čim dlje preživim, montiram, vam odpisujem po Facebooku in tako naprej in tako naprej. Potem pridemo v bistvu za mojo mizo, torej stol, mizica iz jazka, mislim, da se tako reče jazk. So taka zelo minimalistična, lesena, bela, z enim predalom. Sem si ponovno spravim stvari, ki za naslednji tutorial, ki bom posnela, oziroma delček stvari, ene dodatne baterije, kaj je to, od Nuxa Lip Balm, robčki, tle v bistvu isto, robčki vlažilni, tele matirane palčke, ne vem, kaj je tisto, ok. In pa od tukaj, torej jaz snemam, imam dva softboxa, torej dve mehki luči, leva in pa desna, zato sem lepo osvetljena z vseh zornih kotov. Potem na mizi imam vedno tudi ta lesen pladenček, na katerega v bistvu dam vsa ličila, torej za tutorial, ki ga bom posnela, zato da ne mažem mize. Vedno imam tudi vatke pripravljene in pa micelarno vodico za vse napake in pa odstraniti make-up. Moj telefon, 15 do 5 je, in pa ogledalo, trikratno povečavo, katero se jaz izogibam, ker pol pokaže čisto vse, tega nočemo. Skratka, ogledalo, da se lahko vidim. To je pa lučka za na kamero, na objektiv se jo da v bistvu in potem sem še lepše osvetljena. Zdaj vam bom pa v bistvu kamero obrnila in to je pogled, torej zarotiran pogled, ko se snemam in vas pozdravim. Živa punce! Za mano je tudi predalnik iz Ikeje, Anže mi ga je sestavil, zlat fant. In v tem predalniku v bistvu samo 6 predalov je, ampak imam zložen celo svojo kolekcijo. Večino stvari sem se tudi zdaj znebila, ker sem se preselila, ker sva se z Anžetom preselila in sem naredila eno tako čistko, torej nimam več vse na vlake. Tako da večino stvari, ki je v teh 6 predalih za mano, so stvari, ki so mi res všeč, jih redno uporabljam in poglejmo, kaj je noter. Dajmo. Na levi strani predalnika so moje šminkice, nekaj MAC šminkic, Yves Saint Laurent, potem kolekcija Debora šminkic, zadaj so, škripa, zadaj imam Milani šminkice, ki so super mač šminkice, tudi te od Debore so ful fajn, potem Kylie šminkica, ki sem jo kupila in za vas ocenila v enem od tutorialov. Potem imam napis, ki mi ga je kupil Anže za božička. Ta napis oziroma ta slika je iz Smile Concept Store in je totalno cute. Hvala, Anže. Potem so tle še ene druge mat šminkice in sicer znamke Revlon, ki so fenomenalne. V bistvu trenutno moje najljubše, zaradi tega, ker pustijo zelo lep občutek na ustih in ustanc ne zategujejo. Tako da ta lev del je v bistvu namenjen mojim kontejnerčkom za šminke in da lahko v bistvu v vsakem trenutku do njih tudi dostopam. Ok, potem na sredini imam eno vrečkico od Yves Saint Laurenta. Pred kratkim so me povabili tudi na njihov dogodek v Zagreb na lansiranje tega parfuma Mon Paris in kako cute, mami pa otroček. Potem imam sliko z napisom Shoot for the Stars. To sliko mi je podarila moja čudovita prijateljica Vida Igličar, ki je tudi grafična oblikovalka, dizajnerka, tako da super stvari ustvarja. Zato mi ta slika pomeni ne samo zaradi tega, ker
piše na njej res hudo sporočilo, ampak tudi zaradi tega, ker mi jo je dala moja draga prijateljica Vida. Ok, pol imam svojo šalčko, valjda, lepa afna, rozasto izdajo in pa v njej so ovalni čopiči, torej vsi ovalni čopiči, tako da that's that. Pojmo se še pomakniti. V tem zlatem okvirju je pa v bistvu moj prvi logotip, lepa afna, ki mi ga je ravno tako naredila Vida, tudi zdaj je prenovljen, zdaj je malo drugače in tudi tistega je naredila, tega zdaj novega je naredila Vida. V bistvu, zakaj ga imam pa okvirjen, ga je pa čist preprost iz tega razloga, da me spomne na vse moje začetke, ko so bile to sam sanje, da se takole malo afnam in snemam z vami in za vas. Ja, je danes moja realnost in moje življenje, tako da shoot for the stars, always. Tle je še ena kolekcija čopičev v takem debelem črnem lončku, v bistvu nekateri večji čopiči, predvsem za suh puder, za tekoči puder, blusherji, blusher, ok. Tako da zdaj mislim, da je čas, da gremo pogledati, kaj se skriva v predalih. No pa dajmo, prvi predal z leve strani. Najprej imam v bistvu v takih plastičnih boksih so zložene vse stvari večinoma, zato da se kaj ne razlije ali pa popacka po predalniku, ker zakaj bi pucali, če ni treba. V prvem boksu imam večinoma suhe pudre, torej za zaščititi obraz, osvetljevalce, ja, in pa v bistvu vode razpršila za po make-upu, torej Milani Make It Last in pa Caudalie Eau de Beauté. V drugem je večina mojih parfumov, najljubših parfumov, od Cavallia, Just Cavalli, potem Diorjev Poison Girl, čudovit parfum, nova edicija Lancomovega La Vie est Belle, to je omejena izdaja. Lancome, hvala. Tole v bistvu ni parfum, ampak je od Chanela No. 5 Le Bain Mousson, torej The Foaming Bath za v banjo. Potem en moj favorit za poletje, kmalu bo prišel na vrsto, od Chanela Chance, čudovit parfumček v bistvu. Yes. Beyoncé in pa, kaj je še ta? Alien. Ok. To je torej večino parfumov aktualnih, ki jih uporabljam. Poleg tega, ki je res tudi tak zelo svež pomladen, Mon Paris, torej od Yves Saint Laurent. In pa v tretjem predalu so moje paletke, torej Kylie paletka, Carli Bible, Vicon, Revlon, Milani nove paletke, ki so brutalno hude in še kakšna se najde, torej za ustvarjati po učkih. Ok, v drugem predalu, v tem prvem boksu imam razne stvari pravzaprav, največ je nekih stvari za nohte. Lakov sicer sem se ful znebila, sem jih potalala, največ mami, ker jaz hodam itak na geliš, tako da zdaj kak odtenek pride samo prav za nogice. Tako da laki za nohte, potem gobice za nanašati podlago, Beauty Blender, ki je najboljša, itak. To so te v bistvu male zadevce za na nohte, če hočeš biti kreativen, kot neke nalepke. Mini micelarna vodica od Sephore, razkožilo za čopiče. In pa Black Mask, katero sem tudi testirala zate v prejšnjem videu. In pa tale oljček, ki je pa fantastičen in ga v bistvu fokus. In ga tudi v bistvu redno uporabljam. Gre pa v bistvu za olje za obnohtno kožo. Zelo tako lepo neguje to kožico in potem tudi ni več tako vidna in zgine v bistvu. Spet naredi take lepe nohte. Tako da super zadeva. Tem so moje podlage. Večino podlag, torej, ki jih ta moment nekako uporabljam. Ta je še zaprta. Fit Me, v bistvu ena boljših podlag, redno posegam po njej. Od L'Oreala Infallible, katere še nisem uporabila, ampak sem jo zadnje zagrabila v Millerju. Milani podlaga, čudovita, spet ena ljubših. V bistvu, če bi se mogla odločiti ta moment za moji dve najljubši podlagi, sta definitivno te dve. Torej, Fit Me, Maybelline in pa Milani Conceal and Perfect. Ful dobri. Potem od Rimla v takem luštnem pakiranju
njihov Fresher Skin podlaga. In to je to. To so podlage. V tem boksu so moje trepke, torej moje pahlačke, različne v bistvu, take za kakšen party look, od Memo Lashes. Tle v tej škatlici hranim tiste, ki so še vedno za kdaj uporabiti, ampak so že bile uporabljene, torej niso čisto sveže. Mislim, da so te Ardell. In pa potem še nekaj pincet, Duo Lash lepilo, škarjice, to je to. In gremo pogledati v tretji predal. V tem zadnjem spodnjem predalu imam en tak velik plastičen boks, kjer so v bistvu ločeni predalčki. In v čistem levem so v bistvu moje stvari za obrvi. Potem ta prekat je namenjen bronzerjem. Torej imam tukaj BU, Stamp & Blend, Butter Bronzer, Milani bronzerji, Wet n Wild, kaj je še tukaj, Max Factor, LA Girl, skratka, kar nekaj bronzerjev je. Potem ta predalček je namenjen blusherjem, torej različnim blusherjem. Milani Baked Blush, tak čudovit satenast blusher z roskastim tonom. Potem od Lancoma, od Revlona, en Macov, ta je od Yves Saint Laurenta, Deborah, Trendy Dub, kar nekaj jih je. In pa še en od Milani. V tem predalčku so moji korektorji, torej izdelki za korekturo obraza, Wet n Wild Coverall z različne popravke. Potem dva korektorja Fit Me. Tale je Milani korektor na tako gobico, zelo enostavno za nanašati. Potem še en dober korektor je od LA Girl Pro Conceal HD korektor. Tudi zelo lepo osvetli obraz in hkrati prekrije nepravilnosti, kot so podočnjaki. Tudi tale korektor je totalno hud, Shiseido korektor v stiku. Edino, kar mi je žal, je, da je mogoče za moj ten kože malenkost pretemen. Torej ne pride toliko lepo do izraza, ampak sama formula je neverjetno kompaktna, tako da sploh primerna za takrat, ko rabimo veliko prekrit. Tale predalček je pa v bistvu namenjen primerjem, torej Prime Correct od Milanija, BU, Prime and Mattify za punce, ki se svetimo, od NYX-a Pore Filler, za vse tiste, ki imamo tudi pore velike, hvala mami, in pa še en za učke. Tako da to je to. Tukaj so v bistvu taki izdelki, ki sodijo načeloma v kopalnico, ampak jih večkrat uporabljam ali pa v kopalnici ni prostora zanje. Olje arganovo od Melvite, 100% olje. Od NYX-a, to je njihov super serum, v bistvu tak za malo popravljati kožo hkrati. Potem en oljček od Caudalia, ki ga v bistvu še nisem uporabila. Body Shopov Coconut mleko za telo, zdaj aktualno poleti. Potem en super serumček od Lancoma, Energy de Vie, ki v bistvu tudi daje energijo tvoji koži, je zelo lahek in super paše pod make-up. Potem tukaj zadaj so razne kreme od zaščitnih faktorjev, torej Hawaiian Tropic, potem Monoi krema, vlažilna za obraz, nekaj deodorantov, NYX, še en čistilec za čopiče, še eno olje. Tle imam nekaj teh prevezec za oči, če žam pride. Se veste, da ga nahecam in da mu kremšnito vržem v obraz. In pa ta škatlica je v bistvu od Beauty & Chic, torej Click to Chic je naredil linijo ovalnih čopičev, katere imam pospravljene, čeprav so umazani, tukaj v tej škatlici. Če kar ostanemo spodaj, torej zdaj to je desen del, tle imam še en tak plastičen boks, v katerem lahko v bistvu naredim tako po različnih segmentih, razdelim make-up. V tem delu so maskare, torej vse moje ljube maskare, Yves Saint Laurent, od Coupe, Wet n Wild, Max Fanatic, BU, Beauty Queen, vedno poznam, kako se imenuje, potem Lancomova Hypnose. Ja, to je večino maskar, ki jih redno uporabljam. Ta prekat je namenjen izdelkom za oči, v smislu barvice, eyelinerji,
ker jih je preveč, se ne bi spuščala v podrobnosti. Od Milania eyeliner, ki je čudovit in zelo dober. Od L'Oreala v gelu, ki ga nisem uporabljala že 100 let. V tem delu so pa v bistvu linerji za usta, torej lip linerji, ok? Zdaj, ta dva dela sta pa v bistvu namenjena enojnim senčkam. Clarins, potem It Style, ki pa tudi zelo pigmentirane zadeve, potem razne bleščice. Tukaj imam še eno It Style senčko, Milani senčko, Trended Up, Kiko, še en Kiko, L'Oreal. Ta del v bistvu so torbice za shranjevanje ličil, torej ko grem na kako potovanje ali pa izlet ali pa ne vem, pač spakiram noter ličila, kozmetiko, ta je namenjena za čopiče, torej tudi umazana, jo moram ga tu prati. Tukaj imam pa ene par takih brandiranih vrečk za kako darilce, če komu kdaj kaj podarim, da je tako lepa Chanel Lancome, yes. Ok, to je v bistvu ta predal. Ok, v tem predalu imam večino svojih izdelkov za lase, oziroma tistih izdelkov, ki jih trenutno uporabljam. Moroccanoil, čudovit tretma, oljček za lase, potem Tangle Teezer, nova izdaja, totalno cute, flamingo tip, potem Moroccanoil za v bistvu zaščito las, ko jih feniraš ali pa kakorkoli toplotno obdeluješ. Potem čudovit suhi šampon od Batiste, gre za Divine Dark, torej za temne lase, zato da ne pušča sledi. Ful dober, tako res priporočam. Potem pa od Sobrine še dva izdelka, tako da ja. Tukaj je to. Potem v tem boksu Merry Christmas imam spet v bistvu razne dodatke za lase, sponkice, elastike, gumice, kar češ. Tukaj imam spravljene sponkice, ok. En selfie stick je tudi tukaj, super. Ok, še ta desen del tega drugega predala. V tej zlati škatlici so darilca za vas, torej za kakšne nagradne igre ali pa za kako drugo zadevo, skratka, čakajo na te. Potem ene dodatne palčke, torej na zalogi, in pa še vatke, ki tudi v bistvu vedno morajo biti na zalogi, zato ker polkar naenkrat se zgodi, da jih zmanjka in je panika. Smo pri zadnjem predalu, ki je v bistvu še zelo prazen, dokaj prazen. Spet v bistvu so teli trije plastični boksi. V prvem je nekaj mojih ovitkov za telefon, za mojega Samsunga. Potem Swarovski verižice, eno mi je kupila teta, eno pa so šolci za rojstni dan iz gimnazije. Potem nekaj nakita, pravzaprav čovkarji, verižice, uhani, kaj osvetljenot, yes, in še nekaj čovkarjev. Tako da to. Spet še ena steklenička Coca-Cole, ker jo nočem spiti za spomin iz afnaste zabave. In v tem zadnjem boksu, to je blago, različne barve blaga, za kakšne fotke, tako za na Instagram, kakaj fotkam, ne, ali pa tako za spletno stran. In pa še tole je ena make-up knjiga, brez make-up knjige v make-up studiu ne gre. In sicer, to sem kupila v Londonu, od sester Sam in Nick Chapman, ki sta ustvarili svoj brand Pixivu. Svoj kanal imata tudi na YouTubeu. Tako da, to je zadnji predal in to je to. To je moj košček sanj. Res si ne bi mislila, da bom enkrat imela svoj kotiček za ustvarjati, se afnati in deliti vse to z vami, ampak danes sem izredno ponosna in vesela, da sem lahko delila z vami. Upam, da je ta video vam bil veselje, ker je bil ekstra zahtevan in željen in tako naprej. Tako da upam, da si v njem uživala, pošiljam ti poljubčke in se gledamo v kratkem. Čau!